Drage prijateljice, dragi prijatelji, danes smo se zbrali pred to izpostavo udbomafije, v kateri uraduje njihova agentka Vesna Posilović, da jim jasno in glasno povemo, kljub že vnaprej napisani sodbi, dovolj je. Gledam to množico, ampak nikjer ne vidim Urške Klakočar Zupančič. Gledam to množico, ampak nikjer ne vidim Lene Grgurevič. Gledam to množico in nikjer ne vidim Janje Sluga. Kajti te tri histerične tovarišice iz Svobode nam želijo prepovedovati udeležbo na shodu, kakršen je danes. Pozivam jih, da pridejo sem in vam tukaj povedo, zakaj se ne sme protestirati na miren in dostojanstven način, kot mi to počnemo. A veste zakaj? Ker sami tega niso navajeni in ne znajo, kajti ko protestirajo oni, sejejo sovraštvo, pozive k smrti in nasilje. To je razlika med nami in njimi. Poslanski kolega Andrej Hoivik me je ravnokar obvestil, da je v parlamentu, ker poteka seja, na mizo postavil knjigo Janeza Janše Budnica. Urška Klakočar Zupančič je sejo prekinila in naročila varnostniku, da knjigo odstrani iz dvorane. Prejšnji teden je kolega Hoivik podaril knjigo Janeza Janše in Urška Klakočar Zupančič ob izhodu iz dvorane je vrgla knjigo v smeti. Takšen odnos do knjig, uničevanje knjig, kurjenje knjig so imeli nacisti v nacistični Nemčiji. Urška Klakočar Zupančič to lahko počne, ker gre za bivšo sodnico, ker je nedotakljiva, ker si lahko privošči vse. Ravno tako njena svobodnjaška kolegica Lena Grgurevič, mimogrede, če ne veste. Mimogrede, če ne veste, Lena Grgurevič se je prijavila na razpis za sodnico, še preden je bila poslanka. Niti na razgovor je niso povabili. Potem veste, kakšna oseba je, če je svoj in oče v svojih vrstah. Edina resnica, ki jo je Lena Grgurevič povedala v 2 letih in pol v parlamentu, je, ko je dejala, sodstvo je temelj naše oblasti. In ravno za to gre. Brez sodstva ne bi bilo Goloba, ne bi bilo Jankovića in ne bi bilo ostalih levičarjev, ki to Slovenijo uničujejo že 32 let. Če bi mi imeli pravno državo, potem bi vodjo tožilstva Katarino Bergant in pa vrhovnega sodnika, predsednika vrhovnega sodišča Miodraga Đorđevića prejšnji teden z lisicami peljali van iz parlamenta. Ker omogočata mafijo, ker omogočata
bomo še naprej na to opozarjali. Janez Janša mora hoditi na sodišče, kljub temu, da ve, da je sodba že vnaprej napisana. Kljub temu, da ve, da bo obsojen, ker je tako Udbo mafija odločila. In poglejte, iskati pravico na slovenskem sodišču je enako kot iskati devico v kurbišču. Vendar pa prihajajo svetlejši časi. Upanje prihaja tudi iz Združenih držav Amerike. Kajti s Donaldom Trumpom so počeli enako. Sodni postopki, obsojen je bil, medijsko mrcvarjenje, točno tako, kot to počnejo našemu predsedniku. Zmagal je Donald Trump in zmagal bo tudi Janez Janša. In takrat bo prišel čas, ko se bo tudi sodnikom in tožilcem, vključno z Vesno Posilović in ostalimi, sodilo v njihovih sobanah. Do takrat pa naredimo vse, da bo do tega prišlo najkasneje leta 2026, če ne še prej. Hvala vsem, da ste se udeležili tega shoda, vztrajali bomo še naprej. Svoboda Sloveniji, svoboda Janši!